Jaz bi rekel, da centralni nadzorni sistemi nekoč so bili zelo tehnični. To je tisto, kar rabiš že ti skoraj študij imeti za to, da delaš s tem. Ali pa vse toliko časa, ko si rabil za študij, da si naštudiral, kaj vse vidiš, kaj vse imaš noter. Današnji nadzorni sistemi, iz tega smo tudi izhajali, so takšni, da so lažji za uporabo in imajo neko intuitivno učno krivuljo, da ti hitro prideš in tudi sam praktično do tega, kaj ti kaže tam sistem, pa kaj želi sistem od tebe, če dobiš kakšno informacijo. Definitivno je bilo nekoč uporabniška izkušnja takšna, da smo mi imeli več klicev. Torej, tega je bilo precej, da rečeš, ok, glej, sistem imaš tam, zdaj pa delaj z njim. Ne, tega ni bilo. To je bil učni proces, večkrat se je stvari moralo pokazati, večkrat je bilo potrebno tja iti, navodila za uporabo so bila zelo obsežna. Zdaj, s temi modernimi sistemi je pa tega vse manj. Vse manj, ok, pokažeš, hitro je vzdrževalnemu osebju jasno, kaj lahko kje naredi, kje se nastavi kakšna stvar ali kje se kakšen podatek spremlja. Tako da uporabniška izkušnja iz mojega vidika je definitivno enostavnejša, boljša, preglednejša, kot pa je bila nekoč. Torej, moderni centralni nadzorni sistem je definitivno sestavljen enkrat z moderno avtomatizacijo. Mi imamo tukaj prosto programabilne krmilnike, ki na eni strani omogočajo, da zajamemo funkcijo maksimalno tako, kot je potrebna pri objektu. Funkcijo spišemo skupaj s projektantom oziroma dobimo od projektanta, potem pa naredimo to, kar bi rekel po eni strani je eno izmed najbolj bitnih stvari, je pa uporabniku prijazna vizualizacija, ki omogoča, da s to vizualizacijo uporabnik pride do teh skritih prihrankov in z objekta potegne v bistvu praktično maksimalno, kar je možno, in avtomatiko izkoristi do konca. Vzvod, zakaj smo v bistvu se mi odločili na tak način sprogramirati to vizualizacijo, je v bistvu ena, da tako rečem, anekdota, ko mi se redno pogovarjamo z vzdrževalci, pa z vzdrževalnim osebjem. Če nič drugega te vpraša, čuj, kako pa si to nastavim. In na osnovi tega smo potem rekli, nič, te pa dajmo mi to narediti na tak način, da bo enostavneje za uporabnika. In kako je lahko enostavno? Ja, če imaš tukaj sistem, ki ima 8000 podatkovnih točk, pol pa ti se pogovarjaš z vzdrževalnim osebjem, pa oni rečejo, gledaj, jaz od teh 8000 pogosto uporabljam 30, ne 30 000, ampak 30, potem veš, ok, nekaj je tu balasta. In da to streamlinamo, da to naredimo zelo elegantno, je bil vzvod, da rečemo, ok, zdaj pa naredimo vizualizacijo za Revatemp, Hidrotemp, točno tako, da bo uporabniku zelo prijazno, enostavno, da bo imel ključne stvari gor. Vkolikor želi s primernim uporabniškim imenom in geslom, on seveda dobi dostop do dodatnih podatkov, vendar tukaj ni potrebno, smo pa umaknili v drug nivo. Skriti energetski prihranki so tisti, na katere ne razmišljaš v prvi fazi, ko rečeš, ok, zdaj bom pa jaz znižal temperaturo v prostoru. Ti skriti energetski prihranki so lahko vezani na zunanjo temperaturo, lahko so vezani na prezračevanje in pa usoglašenostjo oziroma povezavo med temi sistemi, kar je v bistvu ključno do znižanja energetske porabe. Teh primerov je veliko, zdaj težko zbrati točno enega, bi pa lahko rekel, recimo, meni je v mislih, v spominu ostal objekt Simobil, poslovna stavba v Ljubljani, kjer smo posebej za ta projekt razvili en algoritem. Nekaj let je zdaj že to od tega, ta algoritem potem seveda uporabljamo naprej. Pomeni, da program sam preverja, ali je v prejšnjem dnevu uspel doseči željene nastavljene temperature v času, ko je bilo nastavljeno, da naj bo zdaj komfort temperatura oziroma stanje v prostoru, in se na osnovi tega sistem potem sam odziva, kdaj bo začel ogrevati oziroma kdaj bo začel hladiti prostore. Ali bo to malo prej, ali je to lahko malo kasneje, in takrat narediš tiste skrite mikroprihranke, ko rečeš, da boš ti sistemu prepustil, da on zbere, kdaj je najbolj učinkovito delati. Če govorimo o tem, kaj, kako, je v bistvu važno to, da programerji, ki so tukaj pri nas, nimajo samo podatke oziroma znanje o tem, kako nekaj sprogramirati. Ker oni rečejo, ok,
tu imaš program, tu imaš software, tu zdaj delaj. Ja, seveda, čez celo študijsko pot je šel, jasno, da zna to programirati, zna delati s tem programom, ne. Bog ne da mu rečeš, da ne zna, ne. To je tako, da bi rekel, ne, znaš z Word, ja, sam stvar je tisto, kaj boš z Wordom naredil, ne. Ti lahko strašno dizertacijo sestaviš in smo pri tem, kaj boš sprogramiral, ne, kakšna bo ta funkcija. Tu pa pride pol v igro 30-letne izkušnje naših inženirjev, ki sestavijo funkcijski opis, večkrat tudi z navezavo s projektantom in od tod potem informacija za programerja, kaj naj sprogramira. Jaz bi rekel, da je prihodnost definitivno v cloud tehnologiji, to pomeni, zadeva bo šla v internet, bojo stvari, ki bojo na dlani, torej ne boš več imel nekega stacionarnega računalnika, ki ti bo sedel nekje v kleti, v nekega sistema, pa bo tam zato, da pač bo tam, ne. Tako ali tako potem, ko se pogovarjaš z vzdrževalci, če je to preveč kompleksno narejeno, si nihče sploh ne upa s tem delati. To bo veliko intuitivnega, veliko bo algoritem sam znal. Bi rekel, da bo nekaj tudi že mogoče vključenega umetne inteligence, 10 let je mogoče kratko obdobje, ampak mogoče pa tudi ne.